Črnomlju za dobič vrata, naj vse, kaj si želiš, tam čaka te šola, da znanje ti da. Bližina doma, več časa zase. Bogato znanje, zanimivi projektni dnevi. Profesori se posvečajo dijakom. Sodobno opremljena delavnica. Super ekskurzija. Veliko praktičnega usposabljanja. Dober uspeh na maturi. Pridruži se nam. Jure, poslušaj to predelavo Vodnikove budnice. Zadovoljni gimnazijci je naslov, poslal mi ga en dijak. Te gre. Od snovite žaške, ko sonce mi vzide, v glave nam vaške slej ko prej not pride. Dobra nas volja čez leto drži, ocena najbolja pa spet ohladi. Ful je dobro zadev ta amfibrah. Poslušaj dalje. Mi dajajo učitli na znanja polico. Jelena, midva sva že v etru. Kaj? Pa res. Začenjava. Dragi devetošolci, drage devetošolke. Spoštovani starši in vsi tisti, ki ste kliknili na našo spletno stran in nas spremljate. Dobrodošli na informativnem dnevu Srednje šole Črnomelj. Tokrat v drugačni, novi obliki, virtualno. Da, drugačni časi zahtevajo od nas drugačne, prilagojene poti, da pridemo do vas. Kakorkoli že, veseli naju, da izkazujete interes prav za Srednjo šolo Črnomelj, ki v srcu Bele krajine že več kot 100 let združuje znanje s praktičnimi izkušnjami. Dobro spremljajte vse predstavitve, saj vas na koncu čaka nagradni kviz. A preden nadaljujemo s predstavitvijo izobraževalnih programov, med katerimi lahko izbirate na naši šoli, predajava besedo ravnateljici Elizabeti Prus. Spoštovani bodoči dijaki in starši, dobrodošli na virtualnem informativnem dnevu Srednje šole Črnomelj. Današnji aktualni čas zahteva od nas vseh veliko potrpežljivosti in prilagodljivosti. Pred nas pa postavlja vedno nove in nove izzive. Za šole je bil že spomladi lanskega leta postavljen izziv, kako se soočiti s poukom na daljavo. Uspešno smo vpeljali različne oblike online pouka in se naučili nova znanja s področja informacijske tehnologije. Vse lepo in prav, a šola smo predvsem ljudje, ste dijaki in smo učitelji. Pogrešamo šolske klopi, šolski zvonec, prijatelje, kavo v guštu. In tako se vam bomo tudi s programi naše belokranjske šole predstavili na drugačen način, prilagojen virusu in njegovim omejitvam. Zato se zavedam, da se vam še toliko bolj intenzivno porajajo mnoga vprašanja. Ali bo izbrana šola res prava? Ali mi bo dala tista znanja, ki si jih želim v svoji prihodnosti in bodo uresničila moj končni cilj? Bom uspešen v izbrani šoli, programu? Kdo bodo moji novi sošolci, moji novi prijatelji, moji novi učitelji? A najpomembneje pri vsem tem je, da si pridobite čim več informacij neposredno na šoli, na katero se želite vpisati. Predvsem pa pri izboru šole sledite svojim ciljem, svojim osebnim željam. In kje se vidite v prihodnosti? Sledite svoji viziji. Ali se boste vpisali na univerzo, univerzitetni študij, ali se boste zaposlili, ali pa odšli kam drugam. Predstavili vam bomo 3 naše izobraževalne programe. Gimnazija, strojni tehnik ter oblikovalec kovin orodjar.
Informativni dan je običajno priložnost, ko lahko naši obiskovalci spoznajo utrip dela na šoli. Se sprehodijo od učilnice do učilnice, si ogledajo izdelke naših dijakov, pokramljajo s profesorji in spoznajo marsikaj zanimivega. Dovolite nam, da kljub drugačni izvedbi letošnjega informativnega dne zaradi trenutnih razmer z vami delimo nekaj utrinkov našega dela. Letos predvsem tistega na daljavo. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Hallo, willkommen. Wie geht es Ihnen? Hallo, danke. Mir geht es gut. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Ich bin Matthias Stehler, Direktor von Futura. Srednja šola Črnomelj je kot edina srednješolska izobraževalna ustanova v Beli krajini pomemben člen življenja ožje in širše lokalne skupnosti. Zato s številnimi ustanovami sodelujemo na mnogih področjih, pri soustvarjanju kulturnega življenja, športnih aktivnosti in v zadnjem času vse več tudi v okviru naše tržne dejavnosti tudi v gospodarski panogi. Pri delu nas spodbujajo in podpirajo tudi vsi trije župani in delodajalci, ki našim dijakom omogočajo izvedbo praktičnega pouka v programih strojnega tehnika in oblikovalca kovin orodjarja. Nekaj besed so vam namenili tudi oni. Bližina, domačnost in kvaliteta izobrazbe so samo 3 izmed mnogih pozitivnih lastnosti Srednje šole Črnomelj. Uspešnost šole se kaže v vrsti odličnih dosežkov dijakov na raznih tekmovanjih ter splošni in poklicni maturi. In ravno po teh uspehih je moč videti, da šola ne daje samo kvalitetne izobrazbe, temveč mlade spodbuja, da razmišljajo izven ustaljenega okvirja in tako dosežejo še več. Majhnost šole je njena velika prednost, saj se lahko navežejo bolj pristni stiki med profesorji in dijaki in ti potem nimajo občutka, da so samo številka v veliki šoli. Nenazadnje pa je Srednja šola Črnomelj vpletena tudi v lokalno družbeno življenje. Na takšen način dobimo zelo dober vpogled v kadre, ki se izoblikujejo pri nas in na katere bomo lahko v prihodnosti računali. Dragi starši, dragi učenke in učenci,
Kot županja zelo podpiram delovanje Srednje šole Črnomelj in si seveda želim, da bi se čim več Belokranjcev in Belokranjk vpisalo vanjo. Kajti le tako jo bomo ohranili v svojem domačem kraju. V podjetju Livar z veseljem odpiramo vrata mladim, nadobudnim dijakom, ki želijo dobiti uvid v praktično delo, tako da smo tudi v lanskem letu, ko je situacija korone prinesla marsikatero spremembo, medse sprejeli precej dijakov, seveda pod spoštovanjem strogih ukrepov, tako da smo v bistvu v lanskem letu uspeli realizirati več kot 4000 ur praktičnega pouka z delom, kar pomeni seveda, da so del tega tudi dijaki Srednje šole Črnomelj. Tako da smo v preteklem letu imeli 7 dijakov na praksi in izmed njih tudi 4 štipendisti in smo v bistvu zelo zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem. Sodelovanje šolstva z delodajalci je bistvenega pomena za to, da vzdržujemo v bistvu uvid v praktično delo, torej da dijaki spoznavajo dejansko delo in s tem pridobivajo dragocene izkušnje, zato se nadejam dobrega sodelovanja tudi v prihodnje. Fanti, kateri se odločijo, da pri nas ali se zaposlijo ali pa opravljajo praktični pouk, dobijo tudi mentorja, ki za svojimi dolgoletnimi izkušnjami pomaga pri delu dijaka, učenca, študenta. Dijaki imajo tudi možnost opravljanja raznih seminarskih nalog, diplomskih nalog, skratka materiali, ki jih lahko dobijo pri nas za te aktivnosti, so neskončni. Absolutno bi rekel, če nekako zaključim, da kovinarski poklic, oblikovalci kovin, posluševalci strojev, programeri, se pravi strojni tehniki, sigurno v tem bazenu belokranjskem je mesta in so zaposljivi in moram reči, da te dijaki potem, ko končajo šolo, tudi zelo hitro najdejo zaposlitev za nedoločen čas. Sledijo predstavitve po izobraževalnih programih. Kot je že ravnateljica povedala, na Srednji šoli Črnomelj izobražujemo v 3 izobraževalnih programih. Programu splošne gimnazije, 4-letnem strokovnem programu strojni tehnik in 3-letnem poklicnem programu oblikovalec kovin orodjar. Program gimnazije bosta predstavila svetovalna delavka in psihologinja Brigita Šolar-Grahek ter profesor športne vzgoje Brane Adlešič. Program strojnega tehnika, učitelj strokovnih predmetov Gregor Cindrič. Program oblikovalec kovin orodjar pa Rudi Sirnik, ki je na naši šoli učitelj praktičnega pouka. Oblikovalec kovin je eden od izobraževalnih programov v Srednji šoli Črnomelj. Tukaj je zelo pomembno sodelovanje s šolskimi delavnicami, kjer dijaki opravljajo prakso na sodobno opremljenih strojih. Zakaj z nami na srednješolsko pot? Smo šola z dolgoletno tradicijo na področju strojništva. Prilagajamo se potrebam trga in sodelujemo z lokalnim gospodarstvom. Naša prednost je, da dijaki izvajajo prakso v šolskih delavnicah, ki so zelo dobro opremljene. Oblikovalec kovin je zaposljiv na mnogih področjih. Poklic je primeren za fante in prav tako za dekleta. Je deficitaren poklic, kar pomeni možnost dodatnega štipendiranja. Prav tako so ponujene možnosti štipendiranja sa strani lokalnih delodajalcev ter možnosti nadaljnjega izobraževanja. Ob zaključku izobraževanja bo dijak znal samostojno izdelati nekatere izdelke na klasičnih obdelovalnih strojih. Seznanil se bo z raznoraznimi postopki obdelave kovin. Naučil se bo meriti z nekaterim merilnim orodjem. Naučil se bo odgovornega dela in sodelovanja v delovnem kolektivu. Pridobil si bo osnovno znanje za delo na CNC obdelovalnih centrih. Pogoji za vpis: uspešno končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje. Predmetnik se deli na splošno izobraževalne predmete, obvezni strokovni moduli, zbirni strokovni moduli, odprti del predmetnika, praktično izobraževanje in interesne dejavnosti. Praktično izobraževanje se deli na praktični pouk, se izvaja v zato namenjenih učilnicah in v šolskih delavnicah, in sicer v prvem letniku do 1 dan na teden, v drugem in tretjem letniku pa do 2 dni na teden. Praktično usposabljanje za delo
pa se pri delodajalcu izvaja v 1. in 2. letniku po 3 tedne in v 3. letniku 18 tednov. Predstavili vam bomo tudi šolske delavnice. Skratka, na naši šoli imamo šolske delavnice, kjer se ukvarjamo s praktičnim poukom v programu oblikovalci kovin, v programu strojni tehnik. Imamo pa tudi proizvodni proces, kjer nas je udeleženo 14 zaposlenih. Pokazali bomo tudi eno od področji, s katerimi se nasploh strojnik ukvarja. Se pravi, nekako strojništvo tudi vemo, da je široko področje in možnost zaposlitve je skoraj neomejena. Kljub trenutni čudni situaciji v okolju in v svetu, perspektive so trenutne, bile v preteklosti in tudi bodo v bodočnosti. V naših delavnicah učenci izvajajo praktični pouk, izvajajo tudi vaje v programu strojni tehnik, občasno imamo tudi študente, proizvodno delo in učenci sodelujejo v realnem proizvodnem procesu. Pokazali bomo nekaj proizvodnih procesov, da dobimo občutek, kaj sploh tehnologija izdelave je. Tukaj imamo primer laserskega označevanja izdelkov. Torej uporabljamo laser, kjer označimo recimo želeno kodo, simbol, obliko, določen logotip. Postopek poteka takole, da najprej s pomočjo softvera oziroma programske opreme uvozimo različno označbo, lahko tudi ročno napišemo, potem pa to označbo prenesemo na laser, nastavimo določene parametre, se pravi, moramo nastaviti višino, pripravimo izdelek in potem lahko označimo recimo želeno označbo. V bistvu princip je tak, da v bistvu material odvzema, nekaj delcev odzame in na ta način naredi oznako, ki smo jo tam sprogramirali. Tukaj bomo pokazali meritev hrapavosti površine. Skratka, potrebno je določiti, kakšno je stanje to površine. Imamo merilno napravico, ki ima tukaj eno diamantno tipalce. Tisto tipalce se zapele po izdelku in na osnovi konfiguracije terena izdela protokol za hrapavost. Dotaknemo se s tipalom, zaštartamo, tipalo potuje. Določeno je, torej standardizirana je dolžina giba, v danem primeru je 5 mm, v eno in drugo stran. Se pravi, na osnovi odmika diamantne konice bomo dobili stanje površine. Tukaj nam izpiše rezultat in to isto, se pravi, obliko površine sprintamo. Tu bo sedaj prišel ven ena lepa oblika. Merilo, samo ustrezno merilo si že naprava glede na stanje površine določi. Ker mnogokrat pri določenih izdelkih se zahteva tudi meritev oziroma merilni protokol, ki določa ustrezno oziroma zahtevano kvaliteto. Tukaj vidimo povečano seveda površino. Kljub temu, da na videz izgleda to idealno, gladko, v resnici vidimo, da je eno razgibana površina, celo na enem mestu vidimo eno ekstremno, se pravi eno luknjico. Tukaj bomo pokazali postopek brušenja. Brušenje je postopek, s katerim dobimo zelo natančno in kvalitetno površino. Osnova, torej v našem poklicu je delavniška risba. Torej pri našem pouku se naučimo izdelovati risbe in hkrati tudi brati risbe. Na osnovi tukaj imamo prikazan en izdelek, ki ga bomo recimo končna mera, tukaj imamo pa prikazano na stroju v vmesni fazi, se pravi, da izdelek je na pol narejen. Zadeva oziroma postopek poteka takole, da izdelek pnemo na magnet, magnet ga drži, potem bomo sporedno zbrusili to površino. Postopek poteka takole, da imamo brus, ki se vrti, približamo izdelku, potem sprogramiramo globino in zbrusimo površino.
Sedaj smo določili ničlo, se pravi, to je naše izhodišče. Določili smo, se pravi, ničlo. Sedaj bomo sprogramirali, kako globoko želimo odvzeti material in po koliko globine bomo pobirali posamezni prehod. Moramo določiti vzdolžni končni položaj in začetni položaj. Tako. Premikamo, po eni smeri se premikamo hidravlično, klop programa, tamle klop programa in začnemo brusiti. Tukaj imamo primer sodobne robotske roke za vrezovanje navojev. Stroj enostavno poteka takole, da nam zagotavlja neprestano pravokotnost. Primer enega kompleksnega izdelka, v katerega bomo vrezali navoje. Enostavno imamo orodje, avtomatski pomik, zelo enostavno. Pokazali bomo postopek oziroma rdečo nit, kako nastaja en izdelek pri struženju. Osnova, kot pri ostali izdelki, je delavniška risba. Na osnovi risbe se izdela program, se pravi računalniški program. Imamo tudi grafiko, ki nam pokaže morebitne trke. Narisano je tudi orodje. Ko je izdelan ta program, temu rečemo, da tole postprocesiramo. Tukaj imamo tako imenovano NC kodo in to NC kodo preko komunikacije prenesemo na stroj. Surovec je vpet v penjalno glavo. Tukaj imamo revolver, na katerem so orodja in po poslani NC kodi iz računalnika stroj izvršuje ukaze. Tu vidimo zdaj fazo vrtanja. Zadeva dela tudi tako, da v bistvu morajo biti vrata zaprta. Če niso zaprta, je varnostno prepovedano delati. Delo operaterja je nastavljanje orodij, umerjanje kosov, kontrola programa in končna meritev izdelka. Tukaj bomo pokazali tudi, kako iz ene delavniške risbe za prizmatičen kos, se pravi za kvadratni kos, izdelujemo na obdelovalnem centru. Enako, torej osnova za izdelavo je delavniška risba. Na osnovi delavniške risbe je izdelan program. Na osnovi simulacije se potem izdela NC koda in NC koda se preko komunikacije prenese na stroj. Na stroju poteka nastavljanje, pravi imamo vreteno, ki se vrti, orodje in nastavlja kos. Obdelujemo, pravi surovec, ki je ena plosko že obdelana, sedaj obdelujemo drugo stran. Približamo se malo bližje pa lahko pogledamo, kako zadeva poteka. Torej, osnova CNC tehnologije je, da v bistvu samo delo opravlja stroj. Operater predhodno izdela program in nastavi orodja. Tukaj imamo primer tudi frezalnega stroja, ki je nekoliko večjih gabaritov in sodobnejše kvalitete. Trenutno vidimo potek vrtanja, tako imenovani vrtalni cikl, v eno prerobnico, ki je za enega nemškega naročnika na osnovi risbe. Popravljena osnova je narejena že pred 50 leti, pa še vedno isti princip velja. Pravila risanja so po celi Evropi enaka, torej veljajo standardi, tako da jezikovnih ovir ni. Pokazali bomo postopek tako imenovanega žičnega erodiranja. To je postopek, pri katerem različne komplicirane oblike režemo z žico. Zopet osnova je risba. Tukaj imamo en relativno kompliciran sestav robotske čeljusti. To so ene robotske čeljusti, kjer pride en drsnik, ki potem prijemlje. Če se pogledamo, vse skupaj obdelujemo na
tako imenovani žični eroziji. Obdelovanec imamo v eni posodi, v kateri je voda, potem imamo tamle žico, torej žica, ki je navita v kolut. Ta žica potuje, skozi žico poteka oziroma visokofrekventni električni tok in oblika, ter pravi, reže obliko. Za primer, recimo eno to obliko, ki jo vidimo tukaj okoli, to rezanje traja cirka 3 ure. Postopek je zopet enak, torej klasika kot CNC tehnologija, program se izdela na računalniku, prenese se na stroj, nastavijo se parametre in potem stroj dela sam. Pokazali bomo tudi postopek potopne erozije, torej podobno kot žična erozija, samo potopna je namenjena za slepe izvrtine, se pravi za neprehodne. Tukaj imamo primer izdelave elektrode, torej najprej izdelamo elektrodo, ki je ponavadi iz dobro prevodnega materijala, ponavadi baker. To elektrodo smo že izdelali. Elektroda, ki je izdelana na obdelovalnem stroju, je vpeta v čeljust, vse skupaj se nahaja na enem vretenu v posodi. Tukaj imamo surovec, v katerega bomo vgravirali oziroma zerodirali negativ elektrode, torej zrcalno sliko. Postopek je glih tako krmiljen, zadeva je nastavljena in v bistvu z štartom se program nadaljuje in začelo bo erodirati utar. Skratka, postopoma se elektroda približuje izdelku in ko se približa, bo začelo izžigati material. Tukaj imamo primere različnih izdelkov, ki so učenci skupaj z inštruktorji izdelali v naših delavnicah. Obdelujemo kovinske materijale, se pravi jekla, barvne kovine, obdelujemo pa tudi plastiko. Tu imamo primer struženih izdelkov, tukaj je primer enega ohišja za ventile, recimo za eno lokalno podjetje. Tole je bilo tudi za en del sklopke, relativno kompleksen izdelek, torej precejšnja dodana vrednost. Pokazali smo določene postopke, ki se v programu strojništva uporabljajo pri nas. Drugače pa sam poklic strojnika je zelo širok. Lahko se začne recimo pri avtomobilski industriji, letalstvo, kmetijski stroji, gospodinjski stroji. Skratka, možnost zaposlitve je, skoraj bi rekli, neomejena. Tudi v trenutni krizi se kaže, da poklic strojnika ima ogromno dela, ker se razvijajo mnoga področja, se pravi električni avtomobili, potem alternativni viri električne energije se spreminjajo in v bistvu tudi moji kolegi vidim, da imajo dovolj dela. Naša šola je relativno majhna, toda žilava. Poskušamo tudi se prilagoditi programu, oziroma naučiti učence, da zaposlijo recimo naši lokalni podjetniki. Tako da predlagamo, da se vpišete in se vidimo jeseni. Interesne dejavnosti. Obvezni del zaobsega 108 ur, kamor spadajo športni dnevi, kulturno-umetniške vsebine in ostale vsebine povezane s programom. Pouk bogatimo z dejavnostmi, kot so projektni dnevi v Radencih in Marindolu, ekskurzije, obiski sejmov in podjetij, krožki in športne dejavnosti.
Pogoj za dokončanje so pozitivne ocene pri vseh splošno izobraževalnih predmetih, obveznih strokovnih modulih, izbirnih modulih ter odprtih kurikulumih. Prav tako so pogoj opravljanja interesne dejavnosti, praktično usposabljanje za delom in opravljen zaključni izpit. Zaključni izpit je pisni in ustni del iz slovenščine ter zaključno delo. Kam po končani šoli? Ena od možnosti je zaposlitev, druga možnost je nadaljne izobraževanje, ki traja 2 leti in s tem se pridobi poklic strojnega tehnika. Izobraževanje je lahko redno ali ob delu. Skrb za dijake je za nas pomembno področje. V primeru, da imajo dijaki težave, jim ponudimo pomoč v obliki pogovornih ur. Posebno skrb namenimo tudi dijakom s posebnimi potrebami. Pomemben del učenja poteka v dobro opremljenih računalniških učilnicah ter na raznoraznih učilih. Vse to smo mi in še več. Več o utripu in delu na Srednji šoli Črnomelj najdete na naši spletni strani, na Facebooku in Instagramu. Na spletni strani si oglejte virtualni sprehod, s klikom na predmet v predmetniku spoznajte vsebino posameznega predmeta. Ne odlašajte in se nam pridružite že jeseni. To je bilo pa zanimivo in izčrpno, a? Kaj praviš, Jure? Res je. Ampak, zdaj bi pa nekaj še tebe vprašala. Povej. Ti si obiskoval Srednjo šolo Črnomelj, zdaj si v vlogi profesorja tukaj. Kakšni spomini te vežejo na našo šolo in kaj bi mogoče sporočil devetošolcem, ki se letos odločajo kam naprej? Na Srednjo šolo Črnomelj me vežejo v bistvu sami lepi spomini. Že iz svojih gimnazijskih časov, pa tudi zdaj, odkar sem zaposlen tukaj, moram reči, da se zelo prijetno in dobro počutim v Srednji šoli Črnomelj. In če temu ne bi bilo tako, dvomim, da bi sedaj midva tukaj sedela. Srednja šola Črnomelj nam nudi mnogo, je majhna, a hkrati v vsem svojem programu in v svojem delu velika. Tako da v Srednji šoli Črnomelj nam v bistvu nikoli ni dolgčas in imamo priložnost se ukvarjati tudi z ostalimi stvarmi, ki nas zanimajo, saj imamo tudi več časa, ki ga ne izgubljamo na prevozih. Tako da bodočim srednješolcem bi sporočil to, oziroma bi jim položil na srce, da se odločijo za Srednjo šolo Črnomelj, ker je res šola, ki jim nudi vse, kar jim lahko ponudijo tudi ostale šole v Sloveniji. To si pa tudi ti dobro utemeljil. Super. Nekaj podobnega sem vprašala tudi nekaj zdajšnjih dijakov vseh 3 programov, pa prisluhnimo, kaj oni mladim devetošolcem sporočajo. Hej, sem Ivona in obiskujem 3. letnik gimnazije. Ko sem kot devetošolka izbirala srednjo šolo, nisem dosti razmišljala o tem, da bi šla kam drugam. Gimnazija v Črnomlju se mi je zdela prava izbira. Obiskoval je tudi moj starejši brat in spomnim se, da se je tu res dobro počutil. No, pa še blizu doma je, zato mi ostane več časa za različne prostočasne dejavnosti in druženje s prijatelji. Živjo, moje ime je Rebeka in sem dijakinja 4. letnika gimnazije. Srednjo šolo Črnomelj sem izbrala predvsem zaradi bližine domu. Šola ponuja veliko izletov, spomin se mi je najbolj vtisnil izlet v Bosno in smučanje po belih strminah Golteja. Bodočemu dijaku bi svetovala sprotno delo in sodelovanje pri pouku. Jaz sem Vito in hodim v 2. letnik. Prihajam iz Vinice in na Srednjo šolo Črnomelj sem se vpisal predvsem zato, ker mi je jako blizu in imam zato lahko dosti prostega časa, ki ga porabim za učenje ali kaj zabavnega. Profesori in drugi dijaki so isto super, zato te vabim, da se nam pridružiš tudi ti. Živjo, sem Jani, dijak 3. letnika strojne šole. Za Srednjo šolo Črnomelj sem se odločil, ker je blizu in je manjša šola. Profesori so zelo razumevajoči in prijazni. Kljub šolanju in obveznostim v šoli je še vedno veliko prostega časa. Živjo, moje ime je Johara in sem dijakinja programa strojni tehnik. Ja, prav ste slišali, tudi dekle se lahko odloči za strojništvo. Drage devetošolke, če ste torej bolj tehnični tip, kar pogumno, vpišite se na Srednjo šolo Črnomelj v program strojnega tehnika, ne bo vam žal.
Z ostalimi dijaki se boste vseeno lahko družili, saj veliko dejavnosti opravljamo skupaj. Spoštovani starši, pri končni odločitvi izobraževalnega programa ste pomembni tudi vi. Kot dragocena opora, svetovalci in vodniki z mnogimi življenjskimi izkušnjami ter širšim pogledom na svet in življenje. Na Srednji šoli Črnomelj si želimo, da bi se učenci prepoznali v izobraževalnih programih edine belokranjske srednje šole. Zavedamo se, da je težko v množici izobraževalnih programov, ki jih ponuja jugovzhodna regija, biti prepoznaven s 3 izobraževalnimi programi in biti močnejši v prepričanju, da smo kvalitetna izobraževalna ustanova, ki postavlja v ospredje znanje ter vzgojne vrednote naših dijakov. Pri tem nas odlikuje strokovnost, naša prednost je majhnost, prilagodljivost in s tem usmerjenost na posameznika. To je naša vizija, ki nas ne glede na vse pelje po začrtani poti naprej. Srečno pri izbiri in nasnidenje septembra ter srčno upam, da v šolskih klopeh in ne preko računalniških programov. Ostanimo zdravi, se vidimo septembra na Srednji šoli Črnomelj. Dragi bodoči dijaki in dijakinje, uradni del informativnega dne se zaključuje. Naj vas pri izbiri nadaljnje izobraževalne poti vodita razum in srce. Iz prihajajočih srednješolskih let pa iztisnite čim več, tako znanja kot nepozabnih spominov. Sledi še klepetalnica za ravnateljico, stajnico poklicne in splošne mature, svetovalno delavko in nekaterimi učitelji. A še prej vas vabiva k sodelovanju v nagradnem kvizu. Na ekranu se vam bodo izpisala 3 vprašanja. Pravilne odgovore nam z imenom in priimkom ter podatkom o osnovni šoli, katero obiskujete, pošljite na mail. Še enkrat prijazno vabljeni v klepetalnico. Seveda pa nas lahko obiščete na naši spletni strani, Facebooku ali Instagramu. Lahko se pa podate na virtualni sprehod po šoli, če tega niste še storili. Tako je. Z vami sva bila danes v vlogi povezovalcev programa učitelja Jelena Šikonja in Jure Kuhar. Se vidimo septembra!